Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes bomo brali pozitivna sporočila s kart Prehod v novo dobo, ker ja, za nami so zanimivi dnevi velikega čiščenja in zdaj ostalo je veliko blato. Tam, kjer so poplavljena območja, nekateri so dejansko ob vse in dajmo pogledati, kaj je ta trenutek za vas pomembno, da slišite, da ozavestite. Mogoče so to kakšne budnice za nas, da se malo zbudimo, kje smo in kam gremo. Res je, da zdaj sem precej spremljala, kaj se je dogajalo na internetu, seveda tudi spremljala sem radarsko sliko padavin in je bilo tako zanimivo, ker so se delali koncentrični krogi, podobno kot tale slika zgleda, kar je nenavadno. In seveda potem na družabnih omrežjih so krožile razne teorije zarot in tako naprej. Pač jaz se v to ne bom spuščala, v to teorijo zarot, verjamem pa, da. Meni je bilo smešen, ko sem pogledala to radarsko sliko padavin, je izgledala tako, kot da bi nekdo vrgel kamen in potem se pač delajo koncentrični krogi. In to tako so potekale padavine. Zdaj, ni pomembno, kdo jih je povzročil, pomembno je to, da mi razumemo, da edina stvar, kar se mi vse učimo, je to, da smo mirni. Ne glede na to, dajte pomisliti, mravljišče. Ni pomembno, kdo uniči mravljišče. A ga uniči naravna sila, ker pride naenkrat taka količina dežja in odplakne mravljišče, ali nekdo, ki je zlovešč, pač brcne v to mravljišče in ga raztrešči. V vsakem primeru je posledica ista in mravlje morajo sanirati škodo. In če mi zdaj gledamo, da smo mi na ta način, na en način kot mravlje, ki moramo sanirati škodo, ne pomaga nam, da zdaj ugotavljamo, kdo je to naredil, ali je prišla poplava, ali je bilo to, ali brez veze. Pejt pa pomagaj, če že misliš komu pomagati, drugače pač dvigaj upanje, ne pa vse žive teorije zarote, kdo je zdaj tukaj. Pač daj to energijo v pomoč ljudem. Več bomo naredili, če že hočemo pomagati, da greš nekam in vzameš lopato in kidaš, ne pa da se ukvarjamo s tem, kdo nam je povzročil škodo. Pač dogaja se. In tukaj ne moramo nič kaj prida spremeniti, ker dejstvo je, da ja, dogaja se. Pa da vidimo, sporočila s kart Prehod v novo dobo. Moje srce je čisto in lahko sprejema večno modrost. Čiščenje našega srca. Dokler smo mi v energiji agresije, ne bomo nič rešili. Dokler držimo, a veste, kdo mi leze tukaj, pajkec. Pajkec se je pripeljal dol in ga bom dala stran, pač, če mi ne bo zbežal, ga bom poj dala ven. V glavnem, modrost moje duše je v tem, da se učim, da nikamor ne bom prišla, da bom vzela brzostrelko in streljala proti vsem, ampak modrost moje duše me uči, da postanem neagresivna. Zadnjič smo gledali film 7 let v Tibetu, po resnični zgodbi vojaka plezalca, ki je pod nemško zastavo, je bilo pač tako, da je treba osvojiti najvišji vrh sveta in gor dati nemško zastavo. In v glavnem je potem 7 let ostal v Tibetu in je bil do svoje smrti potem tudi prijatelj z Dalajlamo. Dalajlama je bil takrat še majhen otrok, mislim, 10-letni fantek, in si je zamislil, da želi imeti kino v Tibetu. In ti Tibetanci, budisti, verjamejo v neškodovanje in ne ubijajo ničesar, niti črva, niti žuželke, niti nič, nobene stvari ne ubijajo. In tam, recimo, smešen je prizor, ko so dejansko vzeli sito in so vso zemljo presejali in ven pobrali vse črve in se jim upravičili za stres in jo dali drugam. Neškodovanje. Zdaj jaz ne bom rekla tako, da ne ubijem kakšnega pajka ali pa kakšno
mravljo ali pa kakšen, pač normalno. Ja, jaz nisem na tej vibraciji, ampak zanimivo je. Moja ta srednja hčerka je pač v enem življenju bila očitno budist, ona ne bo ubila žive dušice, ne. Pa naj bo to mehan pajkec ali pa komar, pač ona to ven nosi in se s tem ne ukvarja. Predvsem, glejte, mi, če želimo razumeti, ne, vse te dogodke, ki se dogajajo, modrost je povezana s tem, da mogoče nehamo se boriti proti in začnemo delati za mir. Tako kot je rekla mati Tereza, ki so jo povabili na shod proti vojni, je rekla, da se ga ne bo udeležila, ampak jo lahko povabijo, ko bo shod za mir. Ne, zdaj, če vam preberem naprej sporočilo. Globoko se zavedam skrivnosti življenja. Ko prosim za modrost, sem hkrati blagoslovljena z ljubeznijo, izobiljem in mirom. Moja duša pozna vse odgovore. No, gremo naslednje. Se pravi, prva je modrost. Modrost je to, da smo nenapadalni. To je prva zadeva teorije zarote, ne? Drugo sporočilo je, bodite naravnani na vibracijo obilja, ker lahko obilje čutite povsod. Vem, ja pa ja, meni je vse odneseno, meni se je to zgodilo. Ja, ampak vseeno, prišlo je obilje vode in to obilje vode je naredilo neko čistko. In ni narobe, če včasih pride kakšna čistka in kakšno stvar počisti. Če gledam samo Škofjo Loko, Hudičeva brv. Hudičeva brv, ja, je šla. Vem, da mogoče zdaj tisti, ki ste prizadeti, boste rekli, kako je to možno, da si rečem, pa je šla. Mogoče pa morala kaj izčistiti. Zanimivo je, da prostori, kjer je bila v Škofji Loki v času srednjega veka močilnica, so poplavljeni. Zdaj, kakšna je škoda, ne bi bila v njihovi koži in sočustvujem z ljudmi, ampak na nek način je nekaj se sčistilo. Prostor, kjer so žgali čarovnice, je bil pod vodo in ko je Jože Munih meril energije, je dejansko rekel, da je tam točka ena od najbolj temnih točk ali pa najbolj nizkih energij v celi Evropi. Mislim, tako neverjetno. Ne? Tako da, po drugi strani, pa zdaj, če gledamo na energijo obilja, energija obilja tudi, ja, če smo ob vse, se vedno na drugem koncu odprejo vrata. Tudi jaz, ko sem odšla, ko sem pustila za sabo 25 let življenja, sem dobesedno odšla brez vsega, samo kar je bilo moje obleke. Ampak se ti na drugem koncu odpre obilje. Vedno je tako. Pač verjemite mi, da energije delajo za vas. Gremo naprej. Zdravljenje. Zdravilni mir vstopa v tvoje celice in v tvojo dušo. Čas je, da se zdravilni mir naseli v tvojo dušo. Vam grem prebrati. Sprejemam zdravljenje. Moje telo se zdravi samo. Bolezen pomeni samo opozorilo, da sem izven ravnovesja. Kaj naj spremenim? Kateri odnos mi povzroča kronični stres? Bolezen je blagoslov, je klic k spremembi. Moje zdrave celice so vedno bolj močne. Naj se zdravljenje začne zdaj. Zdravljenje. No, da vidimo. Še dve. Bomo potegnili dve karti, ki sta povezani prav s temi dogodki, kar se je zdaj dogajalo. Kaj je prav, da veste, da zavest. Odpuščanje. Odpuščam si in odpuščeno mi je. Spet zdravilna energija teče skozi moje odnose, skozi moje celice. Komu imate še za odpustiti? Mogoče sebi? Sejem semena ljubezni. Naj Kristusova ljubezen do, in date noter ime osebe, napolni moje srce. In zdaj, če vi ne morete sami sebe odpustiti, dajte noter, naj Kristusova ljubezen do mene napolni moje srce.
Ljubezen presvetljuje vse tvoje odnose, v tvoje življenje priteka nova energija, ki prinaša pomlad na vsa področja. Dovoljuj in sprejemaj čudeže. Še eno karto, da vidimo prehod v novo dobo za vse tiste, ki zdaj poslušate tale video, kaj je pomembno. Čiščenje teme. Kaj se skriva v nezavednih temnih delih tebe? Prosi za zavedanje. Nekaj se čisti, sem rekla, da se čisti. Nekaj se čisti in je prav, da se kakšna stvar včasih očisti. Voda, prečisti me. Ogenj, predajam ti tvojo bolečino. Zrak, napolni me z novo energijo. Zemlja, poveži me s sabo z izvorom. Sprejemam vse svoje odločitve. V danem trenutku sem delala najbolje, kar sem znala in zmogla. Tudi drugi ljudje delajo najbolje, kar znajo in zmorejo. Odpuščam sebi in odpuščam drugim. Mogoče ne zaključim ta video s sporočilom ene gospe, ki je bila zdaj pri meni, ki je prišla k meni na svetovanje, pa sem čutila, da nekaj ne teče energija. In na koncu le pove, rekla, veš, ampak jaz sem naredila 2 splava. In ona ne zmore odpustiti sama sebi. To, da takrat se je pač odločila tako, kot se je odločila. In bom posnela še en video, čustvene posledice po splavu, ker o tem se ne govori in jaz mislim, da bi se mogli o tem govoriti, da splav pušča na duši ženske čustvene posledice. Mogoče za vse tiste, ki vas bremeni kakšna teža, vas povabim, pojdite z mano na kakšno duhovno potovanje. V naslednjem videu vam bom razložila, gremo oktobra v Medžugorje. Tako da pričakujte naslednji video, tam bom več razložila in bom dala tudi povezave in tako naprej. V glavnem v oktobru še eno potovanje letos v Medžugorje. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem dovolite, da se v vašem življenju zgodi zdravljenje vaše duše in preporod, vaš notranji preporod. Uživajte, vse dobro.